GZS Podjetniško-trgovska zbornica je skupaj s partnerjema Sindikatom obrti in podjetništva Slovenije ter Sindikatom delavcev trgovine Slovenije od septembra 2015 izvajala projekt Skupaj gradniki zdravja s skupnimi prizadevanji delodajalcev in delojemalcev v trgovinski, storitveni in proizvodni dejavnosti do spoznanja vrednosti preventive. Projekti so financiral Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Ocenjujemo, da podjetje ne more dobro delovati, če nima zagotovljenih dobrih kadrovskih pogojev. Za dobre kadrovske pogoje pa poleg zagotovljenega varstva zdravja pri delu velja definitivno tudi neko zadovoljstvo, neka motivacija zaposlenih, vsekakor občutek, da delodajalcu ni vseeno za svoje zaposlene, da skrbi za njih. In takemu mnenju se pridružujem tudi kot podjetnik, namreč za podjetje, za uspeh podjetja je pravzaprav pogoj zadovoljstvo zaposlenih, zdravje zaposlenih, varnost zaposlenih in seveda si ne moramo privoščiti nekih strašnih dolgotrajnih bolniških, ne moramo si privoščiti ljudi, ki so nezadovoljni, ne moramo si privoščiti tvega na delovnih mestih, da bi prihajalo do kakršnih koli poškodb, nesreč ali konec koncev tudi negativnih vplivov na zdravje. Tako da menim, da je ta korak pravzaprav sodelovanje Podjetniško-trgovske zbornice pri tem projektu ena velika prednost za naše člane, ko si pravzaprav lahko brezplačno naložijo aplikacijo OIRA, ko lahko brez kakšnih posebnih stroškov poskrbijo za svoje zaposlene in dodatna prednost, zaposleni pri tem projektu lahko sodelujejo tudi sami in je prav, da sodelujejo, s tem tudi razbremenijo delodajalca. Pristopili smo zato, ker vidimo, da je projekt napeljan v pravo smer, da s tem projektom zagotavljamo, da so delavci, naši zaposleni in pa seveda tudi delodajalci osveščeni o tem, kaj pomeni zdravje na delovnem mestu. Ocenjujemo ta pristop, ocenjujemo strašno pozitivno, ker veliko lažje je priti do zaposlenih in do delodajalcev z podobnimi projekti, kot da nekaj kar tako poskušamo. Projektu smo pristopili iz preprostega razloga, ker želimo, da so delavci seznanjeni z oceno tveganja na delovnem mestu. In projekt omogoča, da delodajalec in delavec skupaj pristopita do ocene in tako delodajalec delavca seznani in delavec se res seznani potem z tveganjem na delovnem mestu. Moram reči, da so ocene iz terena med delavci izredno dobre, ker nihče ni pričakoval, da bo pač na tak način lahko prišel do potrebnih znanj glede ocene varnosti tveganja na delovnem mestu. Na konferenci ob zaključku projekta, ki je potekala 20. oktobra 2016 na Gospodarski zbornici Slovenije, so bili predstavljeni glavni dosežki projekta. Ugledni gostje iz Slovenije in iz tujine so govorili o tveganjih na delovnem mestu in primerni preventivi ter pripravi načrta promocije zdravja. Prikazali so tudi spletno interaktivno orodje OIRA, s katerim lahko podjetja oceno tveganja pripravijo sama. Glavni dosežki projekta se nanašajo predvsem na mikro in mala podjetja in na izdelana orodja OIRA za trgovce, mesarje in peke. Po oceni je teh trgovcev in mesarjev in pekov cirka 15.000 v Sloveniji, kar pomeni, če eno takšno podjetje prihrani 100 evrov na leto, je to za celotni slovenski prostor 1,5 milijona evra na leto. Orodje OIRA, kratica OIRA pomeni Online Interactive Risk Assessment, kar slovenščino, če prevedemo, je spletno interaktivno orodje za ocenjevanje tveganj na delovnem mestu. Namenjeno je predvsem mikro in malim delodajalcem, tam nekje do 50 zaposlenih. Zdaj pa, če imamo neke večje sisteme, tudi če srednja podjetja, ki upravljajo, bom rekla, precej enake dejavnosti, recimo kakšen servis oziroma računalniška dejavnost, kaj takega, ko vsi isto delajo in dejansko je tvegana, niso tako raznolika, potem lahko tudi še za srednja podjetja. I developed the tool. I was the first one actually. When we discussed the issue in the European HSE, I developed the tool, OIRA tool for the hairdressers in Cyprus, and then the rest of the country started developing the OIRA tool. My experience is that it's a very good tool for those they really took the opportunity to deal with this and try to make their own risk assessments through the OIRA tool. I consider it to be a very useful tool. So it's up to the people if they want to take the opportunity to see and
improve their working conditions, to do so. It's up to them. In EU OSHA, what we try to do is to contribute to improve the working conditions in the European companies. We know that there is always challenges to properly manage health and safety at work in most of the companies, but there is especially some shortcomings in small companies, micro less than 10 workers, small less than 50 workers, because we know most of them lack the required resources to properly manage health and safety. Some of them lack also the knowledge, they don't know how to do that. And one of the main problems also, they are not aware of the main risk in their sectors. They simply think that they know everything, but statistics show that there is not always the case. That's why over the last years we have tried to we are trying to better address these problems among small companies. That's why we have launched an important research called SESAM, in order to better know what are the main challenges when it comes to health and safety in small companies. So the idea is to improve the knowledge, and also to better address the solutions we can put at the disposal, so they are able to improve the working conditions there. Predstavnika podjetij Lotrič Maroslove in Johnson & Johnson, zmagovalcev natečaja za najboljše prakse pri promociji zdravja na delovnem mestu, pa sta spregovorila o tem, kako pri njih skrbijo za zaposlene z vidika varnosti in zdravja pri delu. Če pogledam čez dan, kako se začne delovni dan, je to jutranjo kavo, kjer pravzaprav izmenjamo ne samo neke, podatke, ki so potrebni in pomembni za delovanje podjetja, ampak se najprej tudi pogovorimo, kako se počutimo, kaj bi bilo dobro storiti za vsakega posameznika. Druga zadeva je najprej to, da imamo recimo zdrave obroke prehrane, tako da smo tudi z cateringom, ki nam pripelje prehrano, določili dodatni obrok, ki je bolj, zelenjavni, vegetarijanski oziroma zdrav, predvsem iz lokalno pridelanega hrane. Potem pa naprej, če se sprehodimo, dobimo po mailu od sodelavk nek način, ki vpliva ali oziroma neke poudarke o zdravem načinu življenja, sicer tako v podjetju kot pa doma, kaj je zdravo jesti, kaj je zdravo delati, se gibati, spodbujanje k rekreaciji. Ko gremo naprej, nas pride obiskati voditeljica joge na delovnem mestu, pa ne vsak dan, ampak poskrbimo za to, da ne pozabimo vsak teden enkrat, včasih na 14 dni. Potem pa že pridemo v popoldanski čas, kjer pa recimo povabimo sodelavce in sodelavke k fitnessu. V vmesnem času potem poskrbimo tudi za druženja, to so neke povezovanje z družinami zaposlenih, tako imenovanih piknikih. Potem radi gremo na kakšno izobraževanje, predvsem v tujino, hčerinskim podjetjem, in takrat med transportom, med vožnjo se izmenjamo precej enih zanimivih zadev. Skratka, nekaj je to, kar vpliva na našo počutje, na našo psiho, nekaj druga zadeva pa je tudi na naš zdravje fizično. Tako da splet okoliščin vseh pa vpliva na to dobro počutje, ki ga tudi znamo izmeriti, ki ga merimo vsak dan v podjetju, v pisarnah, na delovnem mestu, v laboratorijih, kjer vidimo, kakšna je temperatura, kakšna je prisotnost CO2. V primeru, da je ta previsoka, nam malo alarmira. Vemo takrat, da je potrebno nekaj ukreniti, v laboratorijih je to avtomatsko, dočim v pisarnah pa lahko zvišamo ali znižamo temperaturo in pa primerno odpremo prostor, da se to prezrači, ker običajno človek nekaj časa dela na enem določenem delovnem mestu, kar pozabi, zakaj je potrebno piti svežo ali pa tako vodo in pa da zaužije svež zrak. To so mi zdi ene ključne informacije, ki jih nam zdaj senzorika tudi pomaga uravnavati. Promociji zdravja na delovnem mestu smo pristopili z najrazličnejšimi aktivnostmi, ki jih izvajamo. To so, da enkrat letno delamo v bistvu neko akcijo, ki imenujemo Health Profile zaposlenega, kjer preko zunanjega izvajalca izvedemo različna testiranja, vzamemo krvni vzorec vsakega zaposlenega, se preveri, se pravi glukoza v krvi, holesterol, potem tudi teža, višina, in vsak zaposlen dobi neko profilno sliko.
In seveda, kolikor ta profilna slika ni dokaj ugodna, se pač moramo oglasiti pri svojem osebnem zdravniku. Seveda se zelo trudimo, da so zaposleni strokovno izobraženi, zato marsikdaj povabimo tudi strokovne zunanje sodelavce, da organizirajo strokovna predavanja za naše zaposlene. Naprimer, pred kratkim smo imeli strokovno predavanje na temo, kako ozavestiti sploh ženski del naših zaposlenih o raku na dojki, in ena izmed tem je bila tudi rak prostate. Mesečno opravljamo in izvajamo razne delavnice.